Pravljica o zajčku Mehkotačku ter kradljivcih. O malih puhastih zajčkih je bilo izrečenih in napisanih že na tone besed. Ja, seveda, le kdo še ni vsaj za trenutek popestoval kakega udomačenega, tako ljubkega in igrivega skokca, ki zna pa vendarle tako prisrčno striči s svojimi dolgimi ušeski in tako hitro in prikupno grizljati raznolike zelenjavne poslastice. Priznali boste, da je puhasti zajček že na izgled res edinstvena igračka. Najbolj zanimivo pa je, da je po vrhu še živo bitje in zato res nikoli ne veste, kaj vse vam bo ušpičil. Le kaj bi storili, če bi se mali puhek v kaki gneči prestrašeno stisnil k vaši nogi? Mami, izgubil se je ubožec, ali ga lahko obdržim? No, tu sedaj nastopi težko vprašanje. Ali bi puhca kar obdržali, ali pa bi se potrudili najti prave lastnike? Mami, puhca sem našla jaz in ga sedaj ne dam za nobeno ceno, moj je in to čisto moj, da veš. Staro pravilo pravi, da si tat, tudi če ukradeš le drobno šivanko. V današnjih časih pa si pod pretvezo pomoči in zaščite nekateri lahko brez slabe vesti prisvojijo kar cela ozemlja, pokradejo vsa naravna bogastva in se po vrhu okličejo še za rešitelje in poštenjakarje. Pravico bi lahko iskali z lučjo še pri belem dnevu, pa bi jo dandanes res težko našli. No, tokrat bomo v naši prigodi bolj podrobno spoznali puhčevega poljskega sorodnika, katerega divji vrstniki prav veselo poskakujejo tako po Aziji in Afriki in so seveda razširjeni tudi po vsej Evropi, razen na mrzli Islandiji in v Skandinaviji, kjer jih lahko preštejemo skoraj na prste ene roke. Poljskemu zajčku v evropskem prostoru delata družbo še planinski zajec in divji kunec. Verjeli ali ne, dandanes v širnem svetu dejansko živi več kot 50 različnih vrst zajcev. Naš zajček Mehkotaček, o katerem bo tekla beseda, je bil prav zanimive sorte. Najraje se je podil in skakljal po odprtem in obdelanem ravninskem svetu, kjer so se prepletali gričevnati predeli in gozdovi. Na smrt se je bal lisic, čeprav so mlade zajčke najpogosteje plenile tudi kanje, podlasice in celo mačke. Le kdo še ni videl zajčka v značilnem gibanju? V nevarnosti se najprej pritaji, ko pa ga plenilec odkrije, se izstreli kot puščica in se rešuje s hitrim, cikcakastim izmikanjem. No, Mehkotaček je bil res vzdržljiv tekač. Imel je dobro razvita pljuča in je lahko tekel nepretrgoma tudi na največje razdalje. V dolžino je meril dobrega pol metra, seveda šteto brez lično oblikovanega repka, ki bi njegovo velikost dodatno podaljšal še za kakšno širino dlani.
Bil je prav vitke in atletske postave in je tehtal skoraj toliko kot 4 velike kilogramske štruce kruha. Na spodnji strani telesa je imel izredno lep bel kožušček, na zgornji strani pa je bil rumenkasto rjave barve z edinstvenim sivim prelivom, kar mu je omogočalo, da se je lahko dobro zlil z gozdno podrastjo in v mirovanju ostal skoraj neopažen. Zadnje noge je imel veliko daljše in močnejše kot sprednje, zato pa je lahko res poskakoval kot pravi zajec. Glavo so mu krasili zelo dolgi uhlji, zaobljeni s črnimi konicami, po čemer je bil še najbolj prepoznaven, saj sta bila uhlja gibljiva vsak zase in jih je lahko obračal na vse strani kot kake vesoljske antene. Navihani Zajko Telebajko, skokec pokec, kot so ga nagajivo poimenovali nevoščljivi gozdni prijatelji, je bil še posebno mahnen na slastne korenčke. Ko jih je ob večernem mraku ruval iz bližnje kmetove njive, jih je vedno začel grizlati z leve proti desni in vodoravno zopet nazaj, vse dokler niso izginili v njegovem nenasitnem gobčku. V primerjavi z drugimi različnimi glodavci hrane ni nikoli prijemal s prvimi nogami, pri delu pa je uporabljal kar 4 sekalce, izrazito močne zobke, namesto 2, ki so značilni za druge glodalske vrste. In, kar je še posebej zanimivo, zobki pri zajcih rastejo vse življenje, ker se le-ti pri glodanju nenehno obrabljajo. In, kar je še posebej neverjetno, če se ne bi obrabljali, bi predolgi sekalci zajca lahko celo ovirali pri hranjenju. To pa je res pravo čudo, kajne? Kot da bi vam nekdo izpulil mlečni zob, pa bi vam na istem mestu kmalu zrastel nov, se obrabil in zopet pognal drugi. Ja, zajci imajo res srečo. Samo pomislite, sploh jim ni potrebno obiskovati zobozdravnika. No, zajčkovi požrešnosti ni bilo ne konca ne kraja. Bližnji kmet Godrnjavs ni maral živali. Bil je tako škrt in skopuški, da še ubogim in lačnim mladičkom ne bi odstopil niti oguljenega storžka koruze. Pa prav za nobeno ceno. Njegov pes je imel svetlo, skoraj belo dlako in mehkotaček je lahko že v polmraku videl, kdaj je ovčar lenobno zatisnil ušesi in glasno zadrnohal. Takrat se je prefinjeni dolgoprsnež tako urno in zavzeto zakopal v bližnjo kmetovo njivo, da so zelena korenčkova stebelca kar frčala po zraku. Daj no, nenasitni zajček, pusti nam vsaj en mali krajček, so moledovali gozdni prijateljčki, predvsem veverice in hrčki, ki so se jim kar cedile sline ob mehkotačkovih požrtijah. Ta pa se ni zmenil za njihove prošnje. Zigzag, zigzag, zag, 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 kric, kric, je polglasno odmevalo v večernem mraku. In seveda, korenčki se sicer prostrane kmetove njive so pričeli vidno izginjati. Razjarjeni kmet Godrnjavs si je vsak dan
bolj jezno ogledoval opustošenje in si od besa kar pulil goste brke. Kričal je na svojega psa, da se je le ta nemočno prihulil in stisnil k tlom ter le prestrašeno cvilil. Za nobeno rabo nisi ti mrcina, Lena, pridrzni tatovi ti kar pred očmi pulijo korenje, ti pa nič, kot da ti je vse zgolj 9. briga. Tudi živali so začele šepetati o skrivnostnem kradljivcu s puhastim repom. Ta požrešni dolgouhec nas bo spravil še v resne težave. Ko se bo kmet resnično razjezil, bo začel še streljati naokoli s svojo staro dvocevko in res se lahko zgodi še kakšna nesreča, se je razhudil mlad srnaček. Morali ga bomo naučiti kozjih molitvic, drugače bo zaradi svojega požrešnega pohlepa res ogrozil naša življenja, je sedaj jezno zaruhnil še jelen, katerega glavo je krasilo mogočno in res strašljivo rogovje. Toliko je trav in okusnih zeli, pa se mora stalno spravljati na kmetove pridelke, je zacvilil še hrček. Na koncu pa še zame komaj kaj ostane, je skoraj zahlipala tudi gozdna miška. Mera je sedaj res polna. Stalna bitka za življenje je mehkotačka naučila, da se je znal odlično izmikati sovražnikom. Temu sta seveda pripomogla odlična zgradba njegovega telesa, kot tudi oprezno vedenje. Bil je izredno pozoren na še tako majhno spremembo. Stalno je vohlal naokoli in prisluškoval vsakemu še tako neznatnemu šumu. Tudi njegov vid je bil dobro razvit in mu je omogočil zaznati nevarnost tako podnevi kot tudi ponoči. Njegove oči so bile velike in skorajda nenehno odprte, ker so bile postavljene bočno in malo pomaknjene k ušesom, je lahko videl tudi nazaj, ne da bi obračal glavo. S pogledom naprej je prav zaradi tega malo težje ocenil pravo razdaljo, a je vse dopolnil z odličnim sluhom in vohom. Le kako naj se mu sploh približamo, je pomodroval stari jež. Saj vidi vse, kar se dogaja, tudi za svojim hrbtom, kot da bi imel oči nariti. Težko ga bomo ujeli in mu prešteli kosti, je pomodrovala košatorepa veverica. Z dreves sicer dobro vidim njegova številna skrivališča, vendar je v počitku vedno obrnjen proti vetru, tako da pravočasno zavoha bližajočo se nevarnost. In ne boste verjeli, res je, da zaspi večkrat na dan, a le po kakšno minuto ali celo še manj. Tedaj oči pripre, a prisloni gobček na tla tako, da se takoj predrami, tudi ob najmanjših tresljajih. Težko bo, vam pravim, je nejevoljno odkimala. Tudi stari kmet Godrnaus je začel počasi izgubljati živce. V vasi mu je znanec posodil velikega črnega nemškega ovčarja, da ga je doma pripel na tako dolgo verigo, da je segala prav do začetka njive s posajenim korenjem. Kakšna sramota, se je sedaj pričel pritoževati tudi beli ovčar.
gospodar mi ne zaupa več. Če bi imel vsaj malo pameti, bi moral vedeti, da se zajci bojijo bolj belih kot črnih psov, saj mislijo, da so slekli svoj jopič in da bodo v srajcih hitrejši. Nič ni pomagalo. Črni ovčar je sedaj zamolklim laježem neutrudno polnil prej neprodorno večerno tišino. Mehkotaček je najprej z varne razdalje poskusil oceniti, do kje sega pasja veriga, in nekaj večerov zapored namerno preskočil svoje slastne obroke korenja. Kmet si je že zadovoljno imel roke, malo so se pomirile tudi gozdne živali. Ko je Mehkotaček previdno opazoval okolico, nekoč ni mogel več skriti svojega besa. Norčujejo se iz mojega rodu, češ da smo neumni dolgouhci, ki znajo samo krasti zelenjavo in iz uboge zemljice ruvati slastne korenčke. Jim že pokažem, kdo je pravi junak, korenjak, se je razhudil. Za nameček pa se je z bližnjega drevesa sedaj oglasila še košatorepka in ga kar se da nesramno podražila. Zajček, kradljivček, ima sedaj dolgi rilček. Ta ti ič, zajči pridanič, je zadonelo visoko, prav nad krošnjami dreves. Tedaj pa se je Mehkotaček v nepopisnem navalu jeze izstrelil kot vesoljska raketa. Če se ne bi zdajci tako sunkovito pognal proti kmetovi njivi, bi se naš poljski zajček verjetno od silovitega pritiska in besa kar razpočil. V dolgih skokih se je pričel približevati nevarnemu psu, ki je ves zaprepaden napel debelo verigo čisto do zadnjega člena, in to tako močno, da mu je že nevarno zategnila goltanec in so se mu iz odprtega lajajočega gobca na vse strani začele frčati goste sline. Ko je tekel, je pri naglem cikcakastem premikanju in dolgih skokih Mehkotaček čisto do kraja iztegoval svoje telo, s tem, da so se zadnje noge dotikale tal samo s prsti. Pri gibanju je umetelno premikal zadnje noge pred prednje, potem prednje noge polagal eno za drugo in že se je kar naenkrat znašel v neposredni bližini črnega pasjega gobca. Čisto mirno se je ustavil tik pred pretečim zobovjem, izzivalno zastrigel z ušeski ter tebi nič meni nič pričel prav počasi ruvati korenje. Zigzag, zigzag, zag, 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 gric, gric, je med obupanim pasjem laježem polglasno odmevalo v večernem mraku. Stari kmet Godrnavs je v samih spodnjicah čisto penast pridrvel iz domačije in ves presunjen hitro odvezal še belega psa. Sedaj je pa zadnja prilika, da si zaslužiš svoje kosilo, je obupano zakričal in beli ovčar se je že pognal proti Mehkotačku. V kotičku očesa je Mehkotaček takoj opazil grozečo nevarnost, ki se mu je hitro približevala za hrbtom. Junaško je navzven čisto mirno najprej do konca pogrizlal korenček, ter tik preden ga je
beli ovčar poskusil pograbiti in stisniti za vrat, sunkovito odskočil vstran. No, pa se pomeriva, če si res v svoji beli srajci hitrejši, ga je še dodatno počgal mehkotaček in se v skoraj 4-metrskih skokih v nepravilnih oklukah cikcakasto kot za zabavo izmaknil vsakemu pasjemu napadu. Čez nekaj časa, ko je ovčarju od utrujenosti že tako molel jezik iz gobca, da bi ga kmalu pohodil s prvimi tacami, je zajček kot zastavo preskočil še skoraj 2 metra visoko podrto deblo in s hitrostjo 70 km/h kot kafra izginil v goščavi. Gozdni prebivalci so v varnem gozdnem zavetju opazovali večerno dogajanje. Obnemeli so in od začudenja kar izbuljili svoje oči, saj takega junaštva še niso videli. Zavedali so se zajčkovega jasnega in iskrenega sporočila. Včasih se je treba upreti tudi neznanemu in tujemu. Kaj je vzrok in kaj je vendar posledica? Je mehkotaček res tako pokvarjen in sebičen tat? Tak hudodelski kradljivec, ker si je iz ogromne kmetove njive prisvojil nekaj slastnega korenja? Človek je bil vendar tisti, ki je najprej sebično vdrl v živalski svet, izkrčil gozdove ter povzročil, da so izumrle že številne živalske vrste. Človek je tisti, ki je zaradi svojega pohlepa po zlatih cekinih z ubijalskimi strupi prepojil zemljo, sedaj pa še zadnjim prebivalcem z nasiljem brani, da bi si privoščili nekaj zeli in korenov. Obupani kmet Godrnavs je že drugi dan prekopal celotno njivo, pobral vse korenje in v neizmerni jezi globoko in čisto do zadnje pedi preoral vso zemljo. Na istem mestu, kjer je prej raslo korenje, je zasadil čebulo in česen, ki baje zajcem škodita in se ju na obdelani zemlji rajši izogibajo. Blizu njive je stala tudi uboga, že skoraj posušena hruška, kateri se je kmet naposled odločil skrajšati muke in jo je še istega večera požagal malo nad koreninami. Na štor je položil debel rdeč korenček ter nanj natresel še zvrhano mero zmletega popra. Če še to ne bo spravilo tega tatinskega dolgouhca v grob, pri vseh svetnikih prisegam, da sem bolj neumen kot ta preklemani zajec, se je zaobljubil. Ko bo dolgouhec prišel po korenje in povohal poper, bo z glavo udaril v štor in si razbil betico. Ampak nikoli ne delajte računa brez krčmarja. No, kaj menite, da se je potem res zgodilo? Ali je mehkotačka doletela kruta usoda in si je zadovoljni kmet Godrnavs le privoščil slastno pečenko iz njegovih hitrih bedrc, ali pa si je na koncu v spoštovanju do zajčjega rodu raje privoščil kar z navadno kislico zmešan korenčkov sok. Dejansko se je zgodilo nekaj čisto nepričakovanega. Na popranemu korenčku na štoru se je
prav zvedavo nekoč približal le Godrnavsov lenobni ovčar in od silovitega kihanja potem tako cvilil in poskakoval okoli štora, da je gospodar že mislil, da se mu je zmešalo. Gozdne živali so sedaj jasno videle in spoznale, kako pogumen in dober vodja bi bil lahko mehkotaček, in so se mu vse želele pridružiti. Bil je kot nalašč za odličnega šefa gozdne roparske tolpe, imenovane Kljunasta šapa. Poleg že vseh omenjenih so se mu priključili tudi jazbec Kopač, dihurček Diško, podlasica Zmuzneta Ka, krokar Črnak in še mnogi drugi. Spoznali so, da je potrebno in vredno živeti v sožitju, vsi za enega in eden za vse. Kradli so vedno le kmetu Godrnavsu, ki jih je preganjal in s svojim lenim psom neuspešno podil svoje zemlje, brez slabega občutka seveda. Preden si je kmet nezakonito prisvojil nekdaj širne gozdove, je bila to namreč posest vseh prebivalcev gozda. In še več, gozdna roparska tolpa, Kljunasta šapa, ni kradla zgolj zase. Prisvajali so si samo nekaj, kar jim je bilo nekoč po krivici in brez kakršnega koli plačila vzeto. Zato so plen nesebično in pošteno delili tudi z drugimi gozdnimi prebivalci. In še za konec. Na drugem koncu vasi je živel veseli kmet, dobrovoljček, ki je bil pravo Godrnavsovo nasprotje. Rad je imel prav vse živali in je vsak dan malo korenja in druge zelenjave z dobrimi nameni položil na rob svoje njive. In prav zato se njegovih pridelkov roparska tolpa ni nikoli dotaknila in njeni pajdaši mu niso nikoli namerno prečili poti. S stisnjeno pestjo se je namreč težko rokovati. In še več, če ne znaš nikoli odpreti dlani in kaj podariti drugim, tudi vanjo nikoli ničesar ne pride. In naše pripovedi je konec.